Pozdravljeni vsi moji naročniki na moje e-novičke, torej vsi, ki me spremljate. Hvaležna sem za vsakogar izmed vas. Torej za danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in tokrat za poletne mesece, torej za junij, julij in avgust 2024. Zdaj, za tiste, ki me še ne poznate in ste se na novo pridružili, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, tudi coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Oracle oči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Zdaj vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo več ljudi lahko videlo ta posnetek in seveda vas povabim, da še naprej spremljate vse moje napovedi, ki so seveda narejene po vedski astrologiji in po tarotu. Zdaj, kot eni že veste, torej tisti, ki me spremljate že nekaj časa, veste, da upoštevam sideralni in netropski zodjak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Torej, napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent, luno in sonce. Torej, če ste se ravno pridružili skupini mojih naročnikov in ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ki ga bom prilepila v opis. Ta link vas bo peljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in seveda na ta način pridobite vse te informacije. Tako boste seveda lahko spremljali moje napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji. To so večinoma napovedi za večje premike planetov ali pa za celo leto, ali pa seveda tako, kot sem zdaj naredila za 3 mesece, pol leta in podobno. Torej, spremljali boste lahko vse napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji. Seveda lahko vedno tudi prostovoljno darujete za to stran, da bom imela torej možnost objavljati in delati te objave še naprej, torej za moj kanal lahko darujete. Lahko mi pišete na mail info@oracleoci.si, napišete, da bi radi darovali in se dogovorimo. Lahko pa tudi greste kar na kontakt, tam imate vse podatke, torej za nakazila in lahko darujete. No, pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, najprej bom povedala nekaj splošnih informacij, torej kaj se bo dogajalo na splošno v juniju, juliju in avgustu 2024. Torej, to poletje, torej se kar pripravite, torej to poletje bo poletje sprememb in preobrazb. Torej, vsak bo naredil neko spremembo, torej vsak na nekem drugem področju, ker je seveda vedno precej odvisno, kakšno imate vašo natalno karto, rojstno natalno karto, in zato čaka vsakogar izmed vas neka sprememba, ampak vsakogar na nekem drugem področju. Torej, junij že, torej smo sicer že v juniju, ampak torej junij je zelo zanimiv mesec letos, ker ga bo zaznamoval zelo zanimiv astrološki pojav, ker bodo vsi planeti so že, torej razen Ketuja in seveda Lune, ki se hitro premika. Torej, vsi planeti mečejo pogled na znamenje Škorpijona. In seveda na to vplivajo tudi Uran, Neptun in Pluton, ki jih jaz tudi upoštevam, torej nekateri vedski astrologi jih ne upoštevajo, jaz pa jih. In torej tudi ti so udeleženi v tem in to zato, ker se družijo s planeti, ki gledajo na Škorpijona ali pa so z njimi povezani. Zdaj, zakaj je torej to poletje, leto preobrazb? Zato, ker znamenje Škorpijona, na katerega zdaj vsi planeti gledajo, je znamenje preobrazb. To je v osnovi 8. hiša sprememb, preobrazb, karmičnih dolgov in seveda ravno zaradi tega nas v tem poletju čakajo velike spremembe, torej temeljite spremembe, kot sem pa rekla, seveda za vsako astrološko znamenje bo to na nekem drugem področju. Torej, pomembno je, kam torej Škorpijon, to znamenje, astrološko znamenje Škorpijona, pri vas pade, torej v katero astrološko hišo. Drugače nas pa te spremembe čakajo vse do naslednjega leta, do pomladi, tako da bo res zelo pestro. Zdaj, 23. maja, če se malo vrnem nazaj, je to naznanila že polna luna v Škorpijonu, v vzvezdju Anuradha, ki je sabo lahko prinesla močne strasti, lahko ljubosumje, posesivnost, lahko tudi neke vrste sumničavost, tudi lahko maščevalnost, nasilje, nesreče. K temu je seveda prispevala tudi Angaraka joga, ki se je zdaj končno razklenila. Stvorila sta jo Mars in Rahu v ribah. S prestopom Marsa v Ovna, to se je zgodilo 1. junija, torej na začetku tega meseca, pa te joge ni več.
Mars je pa seveda vstopil v Ovna in Mars se tukaj v Ovnu zelo, zelo dobro počuti. To je seveda njegova hiša, ne, ker Mars Ovnu vlada. Seveda je to zelo dobro tudi zaradi tega, ker Mars vlada tudi Škorpijonu, torej temu znamenju, ki prinaša spremembe v juniju, juliju in avgustu in vse do naslednjega marca 2025. In seveda to v že juniju, sem rekla, bo to prineslo neke dobre, pozitivne preobrazbe, torej pozitivne spremembe, seveda za vsako znamenje drugje. Zdaj, te spremembe bodo zelo, zelo izrazite tam do 26. avgusta, torej vse do konca poletja, po tem datumu pa Mars vstopi v dvojčka in ta vpliv ne bo več tako izrazit, bo pa slabši že v drugi polovici junija, ker se bodo tudi torej v znamenje dvojčka premaknili najprej Venera, potem Sonce, Merkur in seveda ne bojo gledali več na Škorpijona, ne? Bo pa vseeno ta vpliv sprememb trajal se do konca marca 2025, ker bodo tudi počasnejši planeti gledali še vedno na Škorpijona, to so pa Jupiter, Saturn in pa Rahu, torej severni karmični vozel. Tako da pričakujte intenzivnejše spremembe v drugi polovici leta, pa vse do pomladi 2025. Torej sem rekla, da bo to vse trajalo, torej ti vplivi bo trajali vse do konca marca 2025. Zdaj, mogoče ste nekateri začutili, ko je Mars vstopil v Ovna, šel je čez točko Gandante od 31.5. do 3. junija. Zato smo tudi imeli tako veliko dežja in so ponekod tudi poplave, ker je pač šel tale Mars čez Gandanto, točko Gandante. Lahko smo pa to čutili, kot da izgubljamo tla pod nogami ali pa kot da nas odnaša. Čustva so bila lahko zelo razburkana. Sama sem bila tudi zelo vznemirjena, to je od četrtka, petka, pa potem vse od sobote tudi do nedelje, ker je odšel naš Mucek Tiki, smo se morali od njega posloviti, ker je bil zelo, zelo bolan. In pač, mi je bilo kar težko v tistem času. In je bilo to tudi pač povezano s tem, torej Rahu je v ribah in seveda poleg je bil Mars in je vstopil, pač je šel potem čez to točko Gandante, je vstopil v Ovna, in pač je bila neka izguba za nas. Torej, Rahu predstavlja male živali, pse, mačke in pač po moji karti, če bi pač pogledali mojo karto, bi pač videli, da je pač mene zaradi tega doletela pač ta izguba. Bomo pogrešali tega našega Mucka, ampak kaj hočemo, življenje je pač tako in življenje gre naprej. Torej, če gremo pa mi naprej z našo napovedjo, torej v juliju, natančneje do sredine julija bomo še čutili dobre vplive Marsa, ki bo v svoji hiši vladar, bo pa seveda vse skozi cel junij in v začetku julija pod vplivom Saturna, ki je v Vodnarju in bo gledal na njega. In ta Saturn bo jim omejeval to močno energijo Marsa, ki je zdaj tukaj doma, v svoji hiši. Ustavljal ga bo v njegovih podvigih, ga vse skozi opozarjal na red, disciplino, na vztrajnost. In tega vpliva se bo Mars izognil šele v drugi polovici julija, ko bo vstopil v Bika in se bo tam družil z Jupitrom. In zdaj, kaj bo to prineslo? Torej, predvsej bomo razmišljali o financah, o družini, o prehrani. In Saturn bo seveda do takrat vplival nanj in ga seveda ustavljal na nek način. Je pa zelo, zelo pomembna informacija tudi ta, da bo 29. junija, torej konec tega meseca, Saturn postal tudi retrograden in to v Vodnarju. In to vse do prve polovice novembra bo retrograden. In kaj nam bo to prineslo? Torej, spraševali se bomo o preteklih odnosih s prijatelji, znanci, tudi o odnosu do denarja, naprimer, kje preveč zapravljamo, zakaj, potem spraševali se bomo tudi o naših željah, tudi o poslu, statusu, torej kje smo, kako živimo, kako bi lahko mogoče zboljšali naš status, to bo v bistvu zelo izrazito. Bo pa to dobro za tiste, ki ste v Sadesatju, torej tisti, ki imate luno v ribah posebej,
ker bo njegov vpliv, torej vpliv tega Saturna, ki bo retrograden, bo zdaj malo manjši. Torej, ker Saturn je zdaj v vodnarju, torej, in seveda pač tisti, ki imate tudi Luno v vodnarju, v ribah ali v kozorogu, torej mogoče za tiste, ki imate v kozorogu, bo mogoče vpliv močnejši, za tiste, ki imate pa v ribah, bo pa mogoče se vpliv tega Saturna malo zmanjšal. Tako da bo pa za tiste, ki imate pač torej Luno v ribah in ki ste v Sadesatiju, bo pa mogoče neko olajšanje boste začutili. Tudi verjetno za tiste, ki imate Luno v vodnarju. Medtem ko za tiste, ki jo imate v kozorogu, bo pa pač, ker bo Saturn gledal torej iz vodnarja nazaj na kozoroga, bo pa mogoče pritisk malo večji. Tako da to v Sadesatiju. Torej, kaj bo Saturn prinesel drugače? Seveda karmično čiščenje. Saturn je izrazito planet karme. In vedno, kadar se obrača retrogradno, torej prinaša neko karmično čiščenje, ker se moramo mi ozreti nazaj v preteklost in neke stvari dokončati, spustiti. Torej, in seveda zadeve, ki jih moramo zdaj dokončno razrešiti, konkretno pri Saturnu verjetno končati neke naloge, ki jih nismo v preteklosti, pa kot sem rekla, dokončno spustiti neke stvari, ki nas bremenijo, to bomo zdaj lahko naredili, torej spustili stvari in dokončali naloge. Zdaj, zakaj je retrogradnost? Retrogradnost nas vedno ustavi z namenom, pač da nekaj dokončamo, mi pa to lahko čutimo kot neke ovire, ker retrogradnost vedno pomeni, da nas življenje ovira, ustavlja. Ampak lahko je tudi dobra retrogradnost. Torej, če je planet retrograden, ni nujno, da bo vedno prinesel neke slabe rezultate. Lahko prinese tudi dobre. Kot sem že prej rekla, torej za ribe bo to boljše obdobje, tisti, ki imate Luno v ribah, ker boste čutili to kot olajšanje, kot razbremenitev. Torej, Saturn bo celo poletje pod vplivom Rahuja v ribah tudi, zato bo to še posebej v tem času bo tudi velik poudarek torej na stvareh, ki jih moramo spustiti. Kasneje v avgustu bo pa pod vplivom Venere in tudi retrogradnega Merkurja, zato se nam lahko v življenje vrnejo pretekle ljubezni, pretekli ljubimci, s katerimi bomo zdaj lahko dokončno razrešili in jih tudi spustili, če bomo seveda hoteli. Vedno imamo svobodno voljo. Torej, 5.8. bo pa tudi ena zelo pomembna zadeva, torej v času tega poletja, ker se bo Merkur tudi obrnil v retrogradno gibanje in to v znamenju Leva. In to nas bo vse skupaj torej, še malo bolj ustavilo, ker bo poleg Saturna retrograden tudi Merkur. In seveda to vedno nakazuje, torej, kot sem že prej rekla, pri retrogradnem Saturnu, torej nek pogled nazaj, neke ovire. Torej, pogledali bomo nazaj v preteklost, določene stvari bomo morali popraviti, verjetno se bomo ponovno lotili nekih stvari in jih uredili. Zdaj, ta retrogradni Merkur bo tudi izziv za vodilne v državi, ker se bojo verjetno morali soočiti s kakšnimi težkimi stvarmi, mogoče bo to še vedno stavka zdravnikov, v ospredju bodo plače, na splošno bo v ospredju javni sektor. Celo to leto je v ospredju javni sektor, ker je Rahu v ribah. In 12. hiša v osnovi pomeni zaprte inštitucije, torej zaprte ustanove. To so pa seveda tudi javni zavodi, šole, bolnice, zapori. 12. hiša in ribe predstavlja tudi tujino, torej tudi tujce. Torej v tem letu je izrazit poudarek na reševanju te problematike, torej javnih zavodov, torej zaprtih inštitucij, šol, bolnic in drugih zavodov, tudi zaporov lahko in pa seveda problematika tujcev je tudi zelo, zelo v ospredju. In to bo vse še do marca, torej do marca naslednjega leta do 2025. In seveda, torej, s tem retrogradnim Merkurjem v Levu se bojo pa vodilni morali soočiti z nekimi stvarmi, posebej verjetno za zdravniki. Bojo nekaj morali urediti. Torej, hoteli bojo stvari verjetno urediti na način, da bojo mogoče hoteli na hitro nekaj uvesti spet, ampak bo tukaj veliko nerazumevanja, nejasnosti, ovire bojo, ker retrogradnost vedno prinese ovire. Nerazumevanje. Zdaj, če ste pa vi vodilni, naprimer, da ste vi šef v nekem podjetju,
Torej, morate biti pa vi pazljivi, kako razlagate stvari, ker bo tudi torej veliko nerazumevanja strani vaših podrejenih. Veliko bo nejasnosti. V ospredju bo pa drugače močno tudi naš občutek varnosti. Torej, in bo to seveda zelo povezano z temi javnimi inštitucijami in storitvami, ki jih dobivamo v teh javnih inštitucijah in kako to mi sprejemamo, torej, če se počutimo varne, če se ne počutimo varne, torej to bo zelo, zelo v ospredju. Drugače pa seveda retrogradni Merkur, pazite v prometu, pazite pri komunikaciji, pazite pri nakupu luksuznih predmetov, ker vas lahko precej zanese v tem času, pazite tudi pri podpisovanju pogodb. To ni dober čas za nove podvige, za neke podpise novih pogodb, za nove dogovore, za nove sodelovanje. To ni dober čas. Posebej pri poslu, pri nakupih tudi ne, torej samega tudi ni dobro, da kaj kupite zdaj, ker stvari se bojo zakomplicirale, če boste v retrogradnem Merkurju kaj kupili. Stvari ne bojo delovale tako, kot boste želeli. Torej, lahko pa pospravljate, pa delate nekaj za nazaj, urejate stvari za nazaj. Torej, to je odličen čas za pospravljanje, naprimer hiše. Ali pa mogoče, da delate neko nalogo, ki jo niste naredili, pa jo dokončate, ali pa nekaj popravite za nazaj, ker ste mogoče delali pred parimi meseci, tedni, pa niste dokončali, pa lahko zdaj greste, torej, se ponovno vrnete k tej nalogi in jo dokončate, torej, ali pa popravite, če morate kaj popraviti. Zato je pa seveda dober čas. In seveda ta pazljivost, kot sem rekla, da se ne dogovarjate na novo, da ne kupujete nekaj na novo, da torej ne greste v neko novo poslovno partnerstvo, ta pazljivost velja vse do 28. avgusta, torej do konca tega poletja, ko se Merkur spet obrača direktno, ampak mogoče je dobro, da potem po tem datumu, po 28.8. počakate še en teden, ker je pač še vpliv tega retrogradnega Merkurja takrat. No, zdaj bi pa sem še povedala, kdaj bojo polne lune pa prazne lune. Torej, polne lune, torej 22. junija bo polna luna v Strelcu. Torej, v ospredju bo seveda naš vrednostni sistem, naša komunikacija in ljudje, s katerimi se družimo, pa tudi kaj in kaj nismo pripravljeni narediti za denar, torej to bo zelo v ospredju. Potem 21. julija bo polna luna v Kozorogu, ko bomo zaokroževali poslovne zadeve, se ukvarjali s statusom, posel bo zelo v ospredju, lahko bomo čutili ovire v naslednjih 2 tednih. Potem bo pa 19.8., torej avgusta, polna luna v Vodnarju, se bo pa nahajala poleg Saturna in bo pa to zelo težek čas. To bi lahko prineslo neke občutke stisnjenosti, krivice, lahko na poslu, posebej zaradi denarja, mogoče bomo čutili, da nismo dovolj plačani. To bo pa seveda druga polovica avgusta. Prazne lune, torej mlaj 6.6. v Biku je že bil, torej prinesel je neke preobrazbe v družini, lahko glede premoženja, govora, lahko je prinesel spremembe tudi pri delu in poslu, pri prihodkih. 6. julija bo pa mlaj v Dvojčkih, bo pa prinesel veliko razmišljanja in nove začetke v smislu našega okolja, okolice, ljudi, s katerimi se družimo, govora, talentov. To je na primer dober čas, da vam vaš hobi lahko prinese nekaj denarja. Lahko monetizirate vaš hobi. Potem bo pa še 4.8. mlaj v Raku, kjer bomo pa precej delali na občutkih varnosti in samozavesti. Torej, v avgustu bo to zelo v ospredju, sem že prej pač povedala, da bo v ospredju torej, veliko bo govora o varnosti, koliko smo varni, koliko nismo varni. No, zdaj pa sledi napoved po znamenjih, torej za vsako znamenje posebej. Pa smo tukaj že pri ovnih, torej, če imate luno v ovnu, ste v ascendentu oven ali imate sonce v ovnu, torej, kaj vas čaka čez poletje. V juniju vas čaka osebna preobrazba, torej ta preobrazba vas čaka v bistvu celo poletje in še do marca 2025 in to boste že v juniju kar dobro prenašali in boste imeli moč, torej imeli boste moč za to spremembo in zdaj imate tudi dober, bom rekla, potencial za to, da naredite res neko spremembo v svojem življenju. Zdaj, lahko bi vas pa težila vprašanja glede službe, statusa, denarja in financ, lahko tudi družine in prijateljev. Zelo bojo finance v ospredju pri vas, posebej stroški, paziti morate pa tudi pri zdravju.
Zdaj lahko bi bili nespeči. Bodite tudi pozorni na sanje, na vašo podzavest. Zelo je pomembno, da si ovni privoščite počitek od dela, torej, da se naspite, da se dobro spočijete. Drugače pa v družinskem krogu bo pa veliko druženja, veliko zabave. V juliju se na poslovnem področju vam začnejo pojavljati zastoji, ovire. Neke stvari boste morali urediti za nazaj, pospravljati ali urejati, lahko tudi svoj status, boste pa uspešni preko truda. Lahko v tem času pričakujete tudi večji priliv denarja, morate biti pa zelo pazljivi pri pekoči hrani, to pa za vas ne bo v redu v tem času. V avgustu se pa vam lahko vrne nekdo iz preteklosti, lahko nek prijatelj, lahko ljubimec, lahko nekdo, ki vam je pri srcu. No? Potem vaši otroci bodo morali glede šole nekaj popravljati za nazaj, lahko, če imate otroke. Vi pa pazite pri komunikaciji s sodelavci, lahko se bi pri sodelavcih pojavilo kakšno nerazumevanje, konflikti in težave na splošno. Zastoji pri delu bodo še vedno prisotni, zato se oborožite s previdnostjo. Zdaj, če bi ovni radi osebno analizo, Jyotish, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kamor se lahko prijavite, tam se lahko prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na akcijo, torej Jyotish svetovanje, Jyotishov pogled s tarot svetovanjem, imam zdaj akcijo, to poletje do konca avgusta, 120 € in dobite to storitev. Torej, tako da vabljeni, No, pa smo tukaj že pri bikih, torej, kaj pa vas čaka to poletje? Torej, če imate luno v biku, ste v ascendentu bik ali imate sonce v biku, torej, to poletje, še posebej v juniju, boste na splošno precej bolj optimistični, vas pa čakajo kar večje spremembe v odnosih in v partnerstvu. Zdaj, vaš partner bi lahko ta mesec kam odšel ali potoval v tujino, ali bo pa zelo zaposlen z delom v tujini ali pa v zaprti ustanovi, če tam dela. To so seveda bolnice, šole, javne inštitucije. Zelo veliko bo odsoten. Zdaj, če pa ne bo odsoten, torej fizično se pa bo od vas malo umaknil v tem mesecu. Verjetno bo precej bolj obremenjen kot ponavadi, vi se boste pa večinoma ukvarjali sami sabo, drugače pa pazite tudi pri stroških, ker bi se vam lahko v tem mesecu precej povečali. V juliju boste morali urejati neke stvari za nazaj v poslu ali pa glede statusa, več se boste družili z družino, še posebej z mamo, lahko tudi z brati in sestrami, pazite pri jedi, nagnjeni boste k sladkarijam, bodite zmerni, torej pazite, posebej pri težji, torej biki imate zdaj tranzit Jupitra, torej tranzit Jupitra je čez bika, čez vašo prvo hišo in kadar je ta tranzit vedno, se vam lahko to malo pozna na težji, tako da pazite pri hrani. V avgustu se boste veliko ukvarjali z domom, posebej mamo in otroci, če jih imate. V vašem domu bo lahko veliko nerazumevanja in nejasnosti. Lahko pa to energijo preusmerite tako, da doma kaj pospravljate, urejate in čistite, potem vam bo lažje, ker bo šla ta energija tja. Drugače se pa nerazumevanje lahko pojavi tudi strani bratov in sester, zato bodite pazljivi ali pa okolice. Potem v tem času se vam tudi lahko vrne nekdo iz preteklosti, ki je pa na nek način povezan z vašo družino. Zdaj, biki, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj, v opis bom prilepila link, to je povezavo, kamor se lahko prijavite, lahko se tudi na tarot svetovanje prijavite ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarotov pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že pri dvojčkih. Torej, če imate luno v dvojčkih, ste v ascendentu dvojček ali imate sonce v dvojčkih, torej, kaj pa vas čaka torej v tem poletju? V juniju vas čakajo spremembe na delovnem mestu, lahko povezavi s sodelavci, lahko samim delom, prihodki. Zdaj, že nekaj časa ste precej usmerjeni v posel, v status in tukaj že nekaj časa doživljate pomembnejše spremembe. Vse delo in trud, ki ste ga pa že vlagali v posel, se vam bo pa ta mesec precej obrestoval in to v večjih prilivih denarja. Glede financ vam res dobro kaže. Se pa morate paziti tudi kakšnih nepredvidljivih stroškov. Zdaj kaže vam, da glede nekega denarja bodo zastoji, ki pa se bodo v juliju umaknili in se bojo stvari uredile. Drugače pa boste v službi želi uspehe, torej boste uspešni v juniju. V juliju lahko pričakujete zastoje v povezavi s spremembami na delovnem mestu,
Te spremembe bojo še vedno aktualne, ampak se bojo zdaj verjetno ustavile in boste morali neke stvari urediti za nazaj, popraviti ali pa mogoče celo spustiti. To bo obdobje, ko boste neke zadeve, lahko projekte končno pripeljali do konca in to bo za vas uspeh. V avgustu boste imeli občutek, da ste uverani, lahko tudi nerazumljeni, posebej doma, med domačimi, lahko tudi prijatelji in okolico. Zdaj, lahko bi vas obiskal nekdo iz preteklosti, nek prijatelj, znanec, ali pa se boste mogoče lahko spet začeli družiti z neko osebo iz preteklosti, bolj intenzivno. Usmerjenost na posel bo še vedno velika, pazite se stroškov. Zdaj, lahko bi pa tudi v tem času s partnerjem lahko osebnim ali poslovnim potovali v tujino. Zdaj, dvojčki, za osebno Jyotish analizo me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite. Tam se lahko prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, zdaj smo pa že pri rakih. Torej, če tisti, ki imate luno v rakih, ste v ascendentu rak ali imate sonce v raku, torej v juniju lahko raki pričakujete večje spremembe, predvsem na poslovnem področju, statusu in glede financ. Torej v poslu, pa tudi glede vašega statusa boste morali temeljito razmisliti, torej kam se boste usmerili v prihodnosti, glede vašega dela ter v povezavi s tem sprejeti več pomembnih odločitev. In seveda te odločitve bodo potem tudi zaznamovale vaše prihodnje ravnanje. Imeli boste veliko želja glede posla, statusa, in to vas bo gnalo, da naredite neke spremembe čim prej, ampak bodo okoliščine take, da boste morali delovati počasi in postopoma. In to bo vse do prve polovice julija. Lahko bi vas pri delu omejevalo tudi mogoče vaše slabše zdravje in ne boste mogli toliko delati, kot bi želeli, kasneje se bo pa to precej popravilo. Torej v juliju se bo pa to popravilo in boste imeli več energije, vam bo lažje. Drugače boste v poslu precej uspešni že v juniju, dobro boste pa tudi zaslužili. Torej v juliju se bojo ovire, kot sem rekla, glede posla umaknile, razmišljali boste o novih strategijah, lahko tudi o nekem poslovnem sodelovanju. Zdaj, če želite poslovno sodelovanje, je dobro, da to naredite julija, ne avgusta, ker avgusta je pa potem retrogradni Merkur, pa ni dober čas za to. Posebej, če je to neko novo sodelovanje. Potem želeli boste tudi najti pravo mero med delom in zaslužkom, ker boste želeli, da kolikor energije vložite, da to dobite tudi nazaj. V juliju se pazite stroškov, drugače pa bojo vaši tekoči prilivi še vedno zelo, zelo dobri in to celo poletje. Posebej v avgustu lahko zelo dobro zaslužite, lahko prejmete neko večjo vsoto denarja, mogoče od osebe, ki vam je dolžna odprej, lahko pa tudi od dediščine, kakšne zavarovalne pogodbe ali pa kakšne neke druge pravne zadeve. Drugače se boste tudi v ljubezni precej ozirali v preteklost. Oseba, ki vam je bila všeč, se lahko vrne, ali pa kakšen pretekli ljubimec se lahko vrne v vaše življenje. Torej, raki za osebno analizo, če želite Jyotish osebno analizo, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite. Lahko se prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že pri levih. Torej, če imate luno v levu, ste v ascendentu lev ali imate sonce v levu. Torej, kaj pa vas čaka? Torej, celo poletje, posebej v juniju, vas čakajo spremembe v domači sferi, tako boste v domu lahko kaj prenovili ali pa mogoče tudi zamenjali avto, lahko bi se pa celo preselili ali kupili nov dom. Zdaj, to bo zelo dober čas za to in to vas bo tudi zelo osrečilo. Tudi v odnosih in v poslu vas nasplošno čakajo spremembe, tudi večja odgovornost. Drugače pa odgovornost vašega partnerja, vezana na dom, lahko osebnega, lahko poslovnega. Vi pa boste precej usmerjeni v posel in status. Tu boste sicer precej, torej tu v poslu, statusu boste precej uspešni, tudi dobro boste zaslužili, dobro se boste razumeli z nadrejenimi, ki vas lahko v tem času precej nagradijo, lahko tudi napredujete ali pa dobite neko povišico. V juliju se boste ukvarjali z preteklimi partnerji, osebnimi ali poslovnimi, v poslu boste želeli uvajati stare strategije, preizkušene zadeve,
Drugače se pazite nepredvidljivih stroškov, vabila vas bo tudi tujina, lahko bi v tujino potovali zaradi posla, vas pa na poslu še vedno čakajo spremembe, ampak te bojo večinoma uspešne. Zdaj v avgustu boste malo umaknjeni od drugih, lahko da se boste počutili malo nerazumljene, želeli boste potovati v tujino, drugače vas bojo pa pestili tudi stroški, ampak ti stroški za vas ne bojo tak problem, ker boste tudi dobro zaslužili. Poslovno boste zelo uspešni, preko truda boste želi uspehe, lahko tudi napredujete tudi v tem času, če ne prej. Drugače se vam pa tudi svetuje, da se glede službe oborožite s strpnostjo, ker bo tukaj zelo veliko sprememb. Zdaj v krogu prijateljev ali pa skozi poslovna druženja pa lahko drugače srečate osebo iz preteklosti, torej nekoga, ki vam je bil všeč, se bo zdaj vrnil v vaše življenje. Zdaj levi, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj, v opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite, tam se lahko prijavite torej na tarot, tudi na tarot svetovanje, lahko pa se prijavite tudi na poletno akcijo Jyotish in tarotov pogled za 120 €. No pa smo že pri devicah. Torej, če imate luno v devici, ste v ascendentu devica ali imate sonce v devici. Torej, kaj pa vas čaka? Torej, celo poletje, posebej v juniju, vas čakajo spremembe povezavi z zavarovalnimi pogodbami, lahko partnerjevim denarjem, lahko neko nepremičnino, dediščino, lahko okolico, lahko nekaj tudi v povezavi z mlajšimi brati ali sestrami. Zdaj, lahko bi se tudi začeli izobraževati v neki okultni smeri. Torej, ali pa Jyotish mogoče bi začeli lahko se zanimati za Jyotish ali pa se izobraževati v tej smeri. Ali pa se ukvarjati z raziskovanjem, preiskovanjem, odkrivanjem nečesa. Lahko bi tudi obiskali astrologa, psihoterapeuta, psihiatra, to je zelo dober čas za to. Še vedno se boste partnerju osebnemu ali poslovnemu precej prilagajali. Boste pa tokrat našla skupni jezik, torej bo malo lažje v odnosih, kot je bilo do zdaj. Lahko bi s partnerjem tudi odšli na potovanje, lahko tudi v poslovni namen, torej lahko z osebnim partnerjem odidete nekam ali pa poslovnim. Drugače v službi boste uspešni, pazite na zdravje in odnose v službi. Zdaj v juliju bodo poslovni odnosi precej na preizkušnji, delo vam bo tukaj nekoliko zastalo, ker boste morali neke stvari urejati za nazaj. Tudi spremembe bodo počasnejše, ampak odnosi s partnerjem pa bodo dobri. Torej, tako z osebnimi kot poslovnimi partnerji bojo pa odnosi boljši, pa tudi prihodki bojo kar dobri. Torej, tudi glede financ vam kaže kar dobro. Zdaj v avgustu bi lahko imeli neke nepredvidljive stroške, lahko tudi neke tehnične težave, lahko težave v prometu ali v komunikaciji. Zdaj, če boste takrat potovali, bodite pazljivi. Zadeve se vam bodo zapletle, zagotovo vas bo doletel nek zastoj, nek nesporazum, zato bodite strpni. Drugače pa pazite tudi pri odnosih z otroci. Lahko bi vaš prvi otrok imel neke težave, lahko pri zdravju, lahko pri izobraževanju ali pa pač vsi otroci, ki jih imate. Drugače pa bodite tudi sami zelo pozorni na zdravje, posebej na vaš spanec. Torej, če device želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite, tam se lahko prijavite tudi za tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarotov pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že pri tehnicah. Torej, če imate luno v tehnici, ste v ascendentu tehnica ali imate sonce v tehnici, torej kaj pa vas čaka? Torej, v času tega poletja, posebej v juniju, vas čakajo neke večje spremembe na področju partnerstva, pa tudi ljubezni. Torej, če ste se zdaj s kom družili, pa resnosti ni pokazal, boste zdaj želeli, da je bolj odgovoren, bolj zanesljiv, drugače boste verjetno vezo prekinili. Enostavno ne boste želeli več biti z nekom, ki vas ne jemlje resno. Drugače vas spremembe čakajo tudi v družini, v odnosih, paziti morate na govor, lahko bi bili preveč kritični do drugih, jezljivi. Pazite, da ne rečete česa preveč, da vam potem ne bo žal. Potem v tem času bi se lahko zapletli v neko skrivno romantično vezo, osebo boste spoznali ali pa jo že poznate preko prijateljev. Ampak kot sem rekla, to bo kratkega veka, ker če oseba ne bo pokazala resnosti, ne boste želeli več biti z njo.
pazite na zdravje, posebej kaj jeste. Zdaj, če ste pa še dijak, študent, boste pa morali več truda vložiti v učenje. Zdaj, v juliju boste ostajali bolj doma, delali boste načrte za nazaj, tudi če ste študent, dijak, lahko bi ponavljali ali pa popravljali izpite, lovili zadnje roke. Zdaj, v ljubezni vam nazaj prihaja nekdo iz preteklosti. V poslu, torej če ste že zaposleni, a ne delate, vas čaka uspeh, čaka vas boljši zaslužek, torej boljše finance. In tudi poslovno so nakazane neke spremembe, drugače pa boste morali v delo vložiti več truda kot ponavadi, če boste želeli uspeh. Torej, tehnica kaže, če bodo želele biti uspešne, bojo morale se truditi, pač tako je, a ne. Drugače pa vas v avgustu pa čaka malo večji poslovni uspeh, ki bo pa dosežen preko truda, pa tudi sprememb strategij poslovanja, sprememb pri odnosih in delu, lahko tudi pri rutini. Ta trud bo viden tudi pri boljših finančnih prilivih. Zdaj, rutina se vam bo skozi poletje drugače kar precej spreminjala. Zdaj, v avgustu bi pa lahko veliko energije izgubili za nek odnos, poslovni ali pa osebni, lahko družinski. Pazite se nesporazumov v okolici, med znanci, prijatelji. Zdaj, med krogom prijateljev pa lahko v avgustu srečate staro ljubezen. Zdaj, če bo ta hotela skrivno vezo, boste gotovo to zavrnili, a ne? To vam ne bo več všeč, a ne? Torej, tehnice, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj, v opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite, ali pa seveda na tarot svetovanje, ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že pri škorpionih, torej, če imate luno v škorpionu, ste v ascendentu škorpion ali imate sonce v škorpionu, torej, kaj pa vas čaka. V poletju, posebej v juniju, vas čakajo spremembe pri delu, poslu. Te spremembe se bodo močno, torej izjemno močno dotikale tudi vas in tako bi lahko v tem času čutili kot večji pritisk na vas, to je lahko glede zahtev v službi, pri delu ali pa pri sami rutini, lahko v odnosu do sodelavcev. Drugače bojo to poletje vaši odnosi kar na preizkušnji, tako družinski kot partnerski, tudi prijateljski. Zdaj, od prijateljev se že nekaj časa bolj kot ne umikate, posvečate se bolj sebi, svoji družini, posebej otrokom, če jih imate. To se bo dogajalo tudi v poletju, ki prihaja. Zdaj, pazite pa, da na otroke ne boste izvajali prevelikega pritiska, pa da jih ne boste torej zadušili, a ne. V domu boste imeli več odgovornosti, še posebej v juliju. Takrat se boste verjetno tudi več ukvarjali z vašo mamo, ki bi morala malo bolj skrbeti za zdravje. Zdaj, v tem času boste nekaj urejali v vezi z mamo ali pa z domom. Torej, nekaj v zvezi z domom, lahko bi se tudi preselili, lahko bi kaj preurejali v domu. Torej, je pa to neka zadeva verjetno, ki bi jo morali že prej urediti, zdaj boste pa prisiljeni. Odnos z mamo bo na preizkušnji, od nje boste čutili večji pritisk in to vse do sredine julija, kasneje bo pa lažje. Zdaj, v juliju bi vas lahko potegnilo tudi v izobraževanje okultnih študij, ker vas bo zanimalo vse nenavadno, skrivnostno. Drugače pa, če imate partnerja, bo odnos z njim boljši, se pa čez poletje pazite skrivnih afer. Je pa res, da škorpioni, torej želeli boste ljubezen in če boste želeli ljubezen, jo boste tudi dobili. Torej, v avgustu se pazite pri odnosih, tako poslovnih kot osebnih, v poslu boste uspešni, ampak lahko se pojavi tudi nerazumevanje, konflikt, jeza z vaše ali pa partnerjeve strani. Pa tudi v poslu boste imeli veliko nejasnosti, zmede, lahko tudi kakšnih konfliktov, tako da bodite previdni. Drugače se vam pa v službi lahko vrne nekdo iz preteklosti in vam naredi zmedo, zato bodite tukaj zelo, zelo previdni. Za osebno analizo, torej škorpioni, me lahko kontaktirate spodaj, v opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite, tam se lahko prijavite tudi za tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, pa smo že pri strelcih. Torej, če imate luno v strelcu, ste v ascendentu strelec ali imate sonce v strelcu, torej kaj pa vas čaka? Torej v poletju, posebej juniju, vas čakajo spremembe na področju ljubezni, tudi pri otrocih, če jih imate, tudi pri znanju, nekem izobraževanju, lahko uspehu.
Se bojo pa te spremembe večinoma dogajale za zaprtimi vrati, tako da boste za njih vedeli verjetno le vi sami. Zelo bo v ospredju rutina, vaše zdravje, tudi delo in sodelavci, zato morate paziti, naprimer, tudi kaj jeste. Tukaj vas čakajo neke pomembnejše spremembe, torej pri dieti, mogoče se boste lotili kakšne diete. Zdaj, če ste imeli do zdaj zdravstvene težave, boste zdaj končno našli rešitev za te težave. Poleg tega boste zelo usmerjeni na dom, čaka vas tudi veliko kratkih potovanj in druženj, s partnerjem, lahko v družinskem krogu, lahko sodelavci v službi. V poslu si boste pa še vedno prizadevali za več svobode, je pa tudi res, da vam bo včasih primanjkovalo energije, zato tukaj torej bodite pazljivi. Torej, pazite pri spanju, spočite se, torej, da vam ne bo primanjkovalo energije. V juliju vas čakajo neka krajša potovanja, ki jih boste zdaj morali opraviti, če boste želeli ali ne. Morali boste urejati neke stvari za nazaj. Vaš partner bo spremenljivega vedenja in bo skušal imeti vse pod nadzorom, to pa bi vas lahko zelo razjezilo. Zagotovo vas bo neka situacija v domu precej jezila in vam je mala energijo, zato bodite tukaj pazljivi. Tudi v poslu vas čaka nekaj sprememb, kar veliko sprememb, ki se bodo v avgustu umirile. Torej za vas bo avgust, bom rekla, nek tak miren mesec bolj. Takrat vas tudi čaka večji uspeh, tudi večji priliv denarja, srečnejši boste. Drugače pa v službi in pri partnerju pa pazite pri komunikaciji, ker tukaj bi se pa lahko pojavilo neko nerazumevanje, lahko kakšne nejasnosti, konflikti. Drugače se pa lahko v tem času nekdo vrne vam iz preteklosti, nekdo, ki je povezan z vašim poslom. Zdaj, strelci, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite. Tukaj se lahko prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že pri kozorogih. Torej, če imate luno v kozorogu, ste v ascendentu kozorog ali imate sonce v kozorogu. Torej, v poletju, posebej juniju, vas čakajo večje spremembe na področju tekočih prilivov, pa tudi prijateljev, znancev. V domu boste želeli narediti nekaj sprememb, lahko da boste kaj preuredili, kupili novo pohištvo, lahko pa boste tudi zamenjali avto, torej verjetno boste želeli zamenjati vaš avto. In to bo drugače zelo dober čas za nakup avtomobila. Sicer vam bo težko, boste čutili neko oviro pri nakupu, ampak vseeno kupite ta avto, če ga le lahko. Ker je to dober čas za to. Pri tekočih prihodkih se vam lahko zgodi povišica, lahko se vam tudi zgodi zamenjava enega prihodka z drugim. Lahko pa, da boste v tem času pridobili nekaj denarja iz preteklih investicij. Lahko to pomeni tudi, da boste investirali v posel, lahko naprimer v izdelavo spletne strani, v socialna omrežja ali pa mogoče kakšne druge stvari, ki so povezane s poslom. Bodo pa te investicije za vas dolgoročno uspešne in vam lahko prinesejo več denarja. Poleg tega bodo tudi vaši otroci v tem času bolj uspešni. Zdaj v juliju boste bolj usmerjeni v družino in vaše premoženje, tukaj boste urejali neke zadeve za nazaj, lahko bi se tukaj počutili ovirane, lahko bi bili tudi mogoče bolj pod stresom kot ponavadi. Zdaj že nekaj časa imate v družini več odgovornosti in to vam verjetno malo preseda, vam ni tako v redu, Drugače bo pa s partnerjem odnos boljši, torej z osebnim partnerjem. Zdaj, če ste samski, pa se lahko v tem poletju zaljubite. Julij bo zelo, zelo dober čas za to. Potem v avgustu bo strani partnerja nekaj nerazumevanja, lahko bi vas oviral pri vaših poslovnih prizadevanjih, ampak tudi vi ne boste ostali mu dolžni. Pazite v komunikaciji z otroci, ne jezite se preveč, lahko bi bili jezljivi tudi vaši otroci ali pa stranke v vašem poslu. Torej, lahko boste jezni vi ali pa vaši otroci ali pa stranke, torej, če jih imate v poslu. Torej, strani ljudi, s katerimi delate, bi lahko bilo nekaj nerazumevanja, nekaj nejasnosti in to vas bo zelo zmotilo. Še posebej pa zaradi tega, ker bojo oni želeli postavljati pravila vam. Tukaj vam svetujem, da se ne pustite. Torej.
Lahko bi otroci vam postavljali pravila ali pa stranke, če imate tako delo, da imate stik s strankami. In ne se pustiti. Torej, kozorogi, torej za osebno analizo me lahko kontaktirate spodaj, v opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite, tam se lahko prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in Tarotov pogled za 120 €. No, zdaj smo pa že pri vodnarjih. Torej, vodnari, če imate luno v vodnarju, ste v ascendentu vodnar ali imate sonce v vodnarju. Torej, v poletju, posebej v juniju, vas čakajo spremembe na poslovnem področju, v službi, pa tudi v statusu. Kaj to pomeni? Za vas to pomeni, da lahko v tem času pričakujete neke spremembe v domu. Mogoče boste svoj dom prenovili, mogoče kupili novo pohištvo, torej dom boste na nek način želeli olepšati ali pa se boste mogoče celo preselili v nov dom. Lahko se vam zamenja okolica, prijatelji, tudi sosedi, to seveda vse kaže na neko zamenjavo doma, na neke spremembe. To pa vam bo omogočil nek večji priliv denarja, ki ga lahko pričakujete v času tega poletja, lahko že v juniju. Ta denar bo pa prišel v dediščine, zaključka neke pravne poravnave, partnerjevega denarja ali pa neke pretekle investicije. Zdaj v juliju boste precej obremenjeni s povečano odgovornostjo, ki vas spremlja že nekaj časa. Imeli boste občutek, da ste uvereni, posebej na poslu. Je pa res, da boste vseeno imeli več energije in boste zato kos vsem spremembam, ki vas čakajo. Drugače pazite na zdravje, vi in vaši otroci, če jih imate, pa tudi na stroške, nepredvidljive. Torej, neke stvari boste morali poravnati, plačati, to vam kaže, ne? V avgustu se pazite jeze v domu, to energijo dajte raje v pospravljanje, čiščenje ali urejanje novega doma, pa vam bo precej lažje. Zdaj, strani partnera bi se lahko pojavilo neko nerazumevanje, lahko tudi nesoglasje, nejasnosti, zato pazite v komunikaciji s partnerjem. In tudi partner bi se lahko počutil nerazumljen. To velja tako za osebnega kot poslovnega. Potem v domu pa pazite pri elektriki in pri aparatih. Pazite pa tudi pri zdravju. Zdaj, vodnari, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite. Tam se lahko prijavite tudi na tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in Tarotov pogled za 120 €. No, pa smo tukaj že na koncu, pri ribicah, torej, če imate luno v ribah, ste v ascendentu riba ali imate sonce v ribah. Torej, v tem poletju, še posebej v juniju, vas čakajo spremembe na področju vašega vrednostnega sistema, ljudi, s katerimi se družite, pa tudi v družini, premoženju in v govoru bodo večje spremembe. V tem času lahko dobite tudi večji priliv denarja, hkrati vas lahko doleti tudi neki večji strošek. Zdaj, to bi lahko pomenilo najprej večji priliv, potem pa nakupnik. Poleg financ se vam v tem času lahko zelo poveča tudi vaš socialni krog ljudi, torej ljudi, ki vas spremlja. Naprimer, to velja še posebej za tiste, ki se ukvarjate s kakšnimi socialnimi omrežji ali pa internetom, marketingom ali pa čim podobnim. In to je pa drugače tudi dober čas za izdajo knjige ali pa kakšne druge pisne izdaje. Zagotovo boste v tem poletju srečevali več ljudi poslovno in drugače in vsi ti ljudje vam lahko zelo, zelo pomagajo v vašem poslu, pri delu. Zato se vam svetuje, da to izkoristite, te energije. Zdaj, mogoče se boste pri svojem poslu lotili tudi nekega izobraževanja in tako tudi zaslužili. Možnosti boste imeli res veliko. Potem boste imeli pa tudi možnost nekega dobrega poslovnega sodelovanja, ampak ta partner vam verjetno ne bo toliko dostopen, kot bi vi želeli. Isto velja za osebnega partnerja. Tudi ta bo zelo zaposlen in se zato z vami ne bo mogel ukvarjati, torej ne bo se vam mogel posvetiti dovolj. To pa tako in tako že nekaj časa traja. V juliju boste precej usmerjeni v dom, tudi otroke, če jih imate. Lotevali se boste tudi sprememb v poslu in boste v tem kar precej uspešni. Zdaj, samski se lahko zaljubite, ta veza bo precej karmična, ne bo lahka. Tukaj pa velja, da morate biti še posebej previdni, torej pri takih vezah. Karmične veze so lahko zelo, zelo težke. V avgustu se boste še posebej ukvarjali z izobraževanjem, nekimi kratkimi potovanji, pa tudi vašim vrednostnim sistemom, ki ta bo precej na preizkušnji.
Zdaj, kaj to pomeni? V tem poletju vam bodo postale pomembne druge stvari, kot so vam bile prej. In to velja tako v poslovni sferi, kot zasebni. In zato boste verjetno v vaše življenje uvedli neke spremembe. Torej, tako v osebnem življenju kot poslovnem boste uvedli neke spremembe, ker boste postavili druge stvari v ospredje. Torej, stvari, ki vam mogoče prej niso bile tako pomembne, pa vam bodo zdaj bolj. In bodo tukaj res za vas, bo to res neka sprememba velika, ki jo boste naredili. Torej, bi se pa vam lahko zato dogajalo, da bo kdo zaradi tega do vas izkazal neko odkrito nerazumevanje in se tudi jezil na vas, ampak to vas ne bo premaknilo, se boste vedeli, da so za uspeh spremembe nujne. Lahko tudi, da boste srečali osebo iz preteklosti, ki je z vami karmično povezana, nekdo, v katerega ste bili zaljubljeni, ampak pazite, torej, že prej sem rekla, torej karmične veze so lahko zelo težke, bi pa lahko ta oseba v vas sprožila tudi jezo. Tako da bodite previdni tukaj. Torej, ribice, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate spodaj. V opis bom prilepila link, to je povezavo, kam se lahko prijavite. Tam se lahko prijavite tudi za tarot svetovanje ali pa na poletno akcijo Jyotish in tarot pogled za 120 €. No, tako sem torej pokrila vsa astrološka znamenja, torej naredila napoved za vsa astrološka znamenja. Vabim vas, da me spremljate še naprej. Da všečkate moj kanal, da se na njega naročite, če še niste naročeni, in da moje napovedi spremljate, torej napovedi narejene po vedski astrologiji in po tarotu. Za danes vam pa želim torej lep dan in vas lepo pozdravljam.